Tako, dober dan, pozdravljeni. Vse zbrane torej pozdravljam tudi iz osnovne šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Zdaj bom delila zaslon. Tako se vidi in deluje. Vse. Tako, s svojim prispevkom bom predstavila, kako lahko pri učencih 9. razreda, ki obiskujejo program z nižjim izobrazbenim standardom, skozi različne medgeneracijske aktivnosti v bistvu spodbujamo njihovo osebnostno rast, kako jih z nekimi malimi koraki približujemo trgu dela, kolikor je to na tej stopnji seveda mogoče. Rdeča nit tega prispevka so medgeneracijske aktivnosti, seveda vseh, ki smo jih v teh letih izvedli, ne morem v tako kratkem času predstaviti, vas pa zato vljudno vabim tudi na naš blog, vključimo se.blogspot.com ali pa na Facebook stran, kjer sproti objavljamo vse zapise in torej o vsem tudi poročamo. Z namenom, da bi našim učencem omogočili neko ustrezno individualno podporo, da bi se kasneje lažje vključili na trg delovne sile, smo si zastavili neke glavne cilje, to pa so uriti njihove spretnosti, potem razvijati njihova močna področja, podpreti tista področja, ki so šibkejša, predvsem pa omogočiti jim čim več izkušenj ali pa nekih novih priložnosti, ki jim bodo pomagale pri osebnostni rasti. Izhajali smo iz nekega dejstva, da imajo naši učenci kot osebe s posebnimi potrebami na trgu dela dve možnosti. Lahko postanejo neaktivna delovna sila, kar pomeni, da se posledično soočajo z pasivnostjo, z šibko socialno mrežo, z nizkim socialno-ekonomskim statusom, z revščino in potem občutkom brezupnosti. Po drugi strani pa lahko kot aktivni zaposleni pomembno izboljšajo svoj položaj, pa ne samo na nekem poklicnem področju, ampak v bistvu tudi osebno, se pravi, da bo šlo za dvig njihove samozavesti, samostojnosti, posledično pa sploh v bistvu najmanj pomembno, ampak tudi mogoče vpliva na naše gospodarstvo. V Sloveniji je zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami na nek način urejeno. Tisti, ki imajo oziroma si pridobijo status invalida, imajo možnost zaposlitve v invalidskih podjetjih, potem v zaposlitvenih centrih, v podporni zaposlitvi v običajnem delovnem okolju ali pa v zaposlitvi pod posebnimi pogoji. Tisti mladi, ki zaključijo izobraževanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, se največkrat vključijo v varstveno-delovne centre, kjer izvajajo nek lasten program ali pa kooperacijska dela. Tisti učenci, to so naši učenci, ki zaključijo osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom in so potem ponavadi oboroženi z nižjo poklicno izobrazbo, pa so potem prepuščeni trgu dela. Zdaj, tako je, da pač imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, imajo različne težave, od fizičnih, učnih, jezikovnih, socialnih ali pa zdravstvenih, in na trg dela v resnici prihajajo že kot a priori skupina z manj priložnostmi. Prepogosto zato ostajajo na robu, ostajajo brezposelni, in da bi to oviro pomagali premostiti, smo se potem odločili, da bomo naše aktivnosti bazirali na nekem medgeneracijskem povezovanju. Šola je res tista, ki jim bo dala znanje, jim bo dala neko izobrazbo.
Potrebujejo pa tudi spretnosti, potrebujejo poznanstva, potrebujejo izkušnje, ki jim lahko dajo vpogled v to, kaj vse in kako je mogoče narediti. Danes mogoče tu in kasneje, potem tudi na trgu dela. Verjamemo, da lahko čisto vsak, ne glede na starost, ne glede na izobrazbo, spol ali pa posebne potrebe, drugemu nekaj da. Pa je to lahko otrok, je lahko učenec, delovno aktivna odrasla oseba ali pa starostnik. Prva sodelovanja je na začetku izvajanja tega projekta izvajal in organiziral sodelavec gospod Anton Lah in so temeljila predvsem na nekih prostočasnih aktivnostih, predvsem na športnih in pa na kulturnih. Lahko bi rekli, da smo takrat na začetku tipali teren. Učenci so se vključevali v družabno življenje, potem v različne športne, plesne, glasbene, gledališke prireditve. Nabirali so si izkušnje, predvsem tam, kjer so bili uspešni in pa tudi seveda nova poznanstva. Tako smo začeli zgodbo o aktivnem preživljanju prostega časa in pa pridobivanju neke pozitivne samopodobe. Da bi okrepili njihov glas, to se nam je zdelo pomembno, smo se povezali s projektom Otroški parlament, ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije in že več kot 30 let uresničuje to participacijo mladih. Pomembno je namreč znati izraziti svoje želje, svoje potrebe, še bolj pomembno pa je, da je na drugi strani nekdo, ki te sliši, nekdo, ki te morda tudi upošteva. Bodisi, da so to vrstniki v lokalnem okolju, ali so to starši, učitelji, ravnatelji, župani ali pa mladi iz cele Slovenije. Tukaj vidimo eno fotografijo Nacionalnega otroškega parlamenta, kjer so združeni torej resnično mladi iz cele Slovenije in kjer smo bili tudi mi navzoči. Namreč izkušnja otroškega parlamenta je zelo pomembna izkušnja enakopravnosti med vrstniki, ki jo v šoli ali pa v domačem okolju mladi seveda težko ali pa nemogoče dosežejo, sploh če jih vidimo kot drugačne, kot pomoči potrebne ali pa kot manj uspešne. Da ne bi ostali samo na ravni vezovanja z vrstniki, smo jeseni 2019 vpeljali projekt Igrarije z Domom upokojencev Ptuj. Tam se je rodilo vzajemno sodelovanje med učenci, našimi učitelji in pa starostniki. Rodilo je v resnici veliko smeha, dobre volje, glasbe, zgodb, ki smo si jih imeli za povedati. In skupaj smo v nekem prijetnem vzdušju krepili roke, krepili pridobivali samozavest, tudi strpnost in vse vzajemno, se pravi tako za eno kot za drugo generacijo. Že od začetka pa smo se seveda odločili sodelovati tudi z drugimi ustanovami v našem lokalnem okolju, bodisi, da so to bile vzgojno-izobraževalne ustanove ali druge ustanove, ki so se prvenstveno ukvarjale z ljudmi. Za nami so različne delavnice, bralne urice, projekti, predstavitve in podobno, veliko je tega. Eno takih povezovanj recimo lepo prikazuje projekt, ki smo ga zasnovali skupaj z Društvom Sožitje Ptuj in smo ga poimenovali skupaj Pobarvajmo dan. Vsako leto se nam pridružuje več sodelujočih, gre za en tradicionalen projekt. Prvo leto se nas je družilo 7 ustanov oziroma enot, drugo leto nas je bilo 9, tretje leto že 13. Kar je v bistvu spodbudna informacija, kaže na to, da tudi drugi čutijo potrebo po nekem medsebojnem spoznavanju, sodelovanju, tudi medsebojnem bogatenju, ne nazadnje. Namreč lažje je razumeti drugega, če si ga najprej spoznal osebno. Res je, da so spremenjene socialne navade zdaj v zadnjih 2 letih precej posegle v naš način druženja. To, da je povezovanje nadaljavo enako ali pa enakovredno tistemu v živo, seveda ne moremo reči. Tudi če si to želimo, no, ampak ko nam je bilo mogoče, seveda smo se družili v živo, kasneje pa smo ustvarjali
in se pogovarjali vsak na svoji lokaciji, povezani tudi na daljavo. In na koncu smo zmeraj ustvarili nek končni skupen izdelek, ki je nosil pozitivno sporočilo. Tako je recimo nastala ta brošura, ki jo zdaj vidite, Nasmej se včeraj, danes, jutri. V tej brošuri so vtisi udeležencev, so fotografije dogajanja, lepo popisuje, kaj se je dogajalo. Plod čisto zadnjih aktivnosti na tako skupno temo pa je bil tako imenovani park srečnih ali pa srčnih dreves, ki torej stoji v fizični obliki, kraljuje in še vedno kljubuje vremenu na zunanji ograji pred našo šolo. Dosegli enega ključnih ciljev tega projekta, torej da bi učencem približali trg dela, da bi torej že na nek način začeli razmišljati v tej smeri, sodelujemo z območno službo Zavoda za zaposlovanje. Na temo podjetništva pa smo se povezali tudi z znanstveno-raziskovalnim centrom Bistra in pa z računalniškim podjetjem s sodobno tehnologijo. Izvedli smo več različnih delavnic, okroglo mizo na temo karierne orientacije, na temo podjetništva. Zdaj je tako, da vsi devetošolci se seveda še ne vedo, kaj si želijo početi vse življenje. So se pa morda začeli spraševati, v čem so dobri, v čem so uspešni, katera področja so jim blizu, ne nazadnje pa tudi, kaj delajo z veseljem in tudi, kje imajo težave morda. Nekateri so se prvič začeli spraševati, kje delati, kako izgledajo ta prihodnja delovna mesta, kakšni so pogoji na teh delovnih mestih, kako vešči so z uporabo informacijske tehnologije in podobno. Zdi se, da so pri omejeni ponudbi srednjih šol tukaj pri nas v lokalnem okolju, kot da bi bili vdani v usodo, v smislu, saj ni nič drugega na voljo kot te dve smeri, te dve možnosti, ta dva programa. Skupaj smo potem z gospodom Murkom iz Zavoda za zaposlovanje ugotavljali, kaj je v resnici pomembno zanje. Kako pomembno je ne pozabiti na urjenje ročnih spretnosti, sploh če pomislimo, kateri so trenutno deficitarni poklici. Potem, kako zaželeni so delavci v resnici, ki se lahko dobro priučijo nekega konkretnega dela, nekega konkretnega izbranega postopka, ki ga potem morajo opravljati. Tako smo prišli do nekih prednosti zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, ki jih je torej opisal gospod Murko, to so njegove besede, jaz sem jih samo povzela. Po drugi strani pa tudi ne smemo pozabiti, da lahko pričakujejo delodajalci neke finančne spodbude strani države. Se pravi, imamo tudi neke prednosti, ki jih lahko izkoristimo in dobro je, če jih. Učencem potem vsako leto ponudimo tudi možnost opravljanja, mi temu rečemo poskusne prakse. Poiskali smo v lokalnem okolju neke ustrezne delodajalce, to so lokalni podjetniki, ki so tudi prepoznali smisel take prakse in jim v začetku seveda predstavili funkcioniranje mladih s posebnimi potrebami. Dobili smo zelo različne odzive, od tega, da se jim ni zdelo nič posebnega delati z osebami, ki smo jim rekli, da so osebe s posebnimi potrebami, do vtisov, ko so rekli, saj zanimivo, da so to osebe s posebnimi potrebami, saj se jim v resnici to sploh ne vidi, ne bi rekla, da so. Se pravi, dobro je, da se spoznamo in da sploh vemo, o čem govorimo. Potem smo s poklici se seveda spoznavali tudi na šoli, tudi to smo jim omogočili, predvsem take poklice, ki so bili njim zanimivi ali pa ustrezni, torej da so jih lahko opravili. Za vse vključene je vsako leto to ena zelo posebna izkušnja in tudi devetošolci, ki so vključeni vanjo, potem poročajo o občutku zadovoljstva, o občutku koristnosti, o tem, kako praktično je preizkusiti se v poklicu, to zmeraj vedno znova poudarjajo, da to potrebujejo, da jim to manjka.
Po drugi strani pa seveda povejo tudi, da je potrebno pokazati neko mero resnosti in odgovornosti. Potem so seveda tudi delodajalci ugotovili, kaj je pomembno na delovnem mestu, na konkretnem delovnem mestu za neko osebo, ki ima neke potrebe, kako pomembno je nuditi mu neko fleksibilno podporo, če jo potrebuje seveda. Zaposlenemu potem na drugi strani zelo veliko pomeni, da ima tudi sam možnost odločanja o tem, kako bo delal ali pa kje ali pa s kom bo delal. Po drugi strani pa spet, da ima neko redno plačo, ki mu omogoča samostojno neodvisno življenje. O prilagoditvah na delovnem mestu je prej zelo lepo govorila gospa Suzana, niti ne bom tega ponavljala, so bile torej lepo prikazane in tudi potek teh prilagoditev in potek dela. Morda bi izpostavila samo to, da je za osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju izjemno pomembno, da se jim prilagodi navodila, da so ta navodila podprta z nekim slikovnim materialom, da so zelo konkretna, da je komunikacija ustrezna, da se torej jim vsa navodila poda v nekem preprostem jeziku, ki ga razumejo, in da hkrati tudi delodajalec si pridobi povratno informacijo, ali je oseba ta navodila v resnici razumela, kot je bilo mišljeno in tako naprej. Vse, kar počnemo v teh letih, počnemo zato, da bi se osebe, torej naši učenci v lokalnem okolju postali kot nek samoumeven del družbe, ne nekaj posebnega, ne. In idejo približati se krajanom udejanjamo na različne načine. S šolskim blogom, ki sem ga že prej omenila, potem s Facebook stranjo Vključimo se, hkrati pa tudi zdaj čisto nazadnje z nekim novim produktom, z trgovino Pivkov štand, ki je narejen po meri naših učencev, tudi s pomočjo naših učencev in mnogih drugih zaposlenih na šoli. Ponuja pa izdelke izpod rok naših učencev, devetošolci pa imajo potem priložnost, da v njem urijo, pridobivajo socialne in komunikacijske veščine. Tukaj lahko vidite čisto svežo fotografijo, ki je bila posneta danes in sem jo vključila malo prej. Vidite pa lahko tudi odzive okolice, ki so zelo pozitivni. Seveda se nismo želeli omejevati samo na lokalno okolje, ker skrb za vse populacije, ne glede na potrebe, bi v bistvu morala biti neka univerzalna, ne bi smela biti ekskluzivna, no. Namreč vsi si zaslužimo enako obravnavo, vsi si zaslužimo enake pogoje za rast, za razvoj, in to smo v začetku tega šolskega leta zelo jasno in glasno povedali zelo velikemu delu Slovenije. Povezani z Društvom Sožitje Ptuj, s Siriusom Kamnik in še 7 drugimi institucijami, vzgojno-izobraževalnimi institucijami, od Ormoža pa vse do Portoroža, smo izvedli odmevno, dvodnevno dobrodelno akcijo Vključi srce. Sedli smo na kolesa, oziroma sedli so na kolesa, z skupnim ciljem zbrati sredstva, da bi vsem našim učencem omogočili kvalitetno življenje, se pravi, ne glede na potrebe, da bi na nek način pometli s predsodki, s stereotipi o osebah s posebnimi potrebami, da bi nas družba spoznala bolje, in rezultati so zelo pozitivni. Podprle so nas občine, podprli so nas mediji, podprli so nas nenazadnje posamezniki. Torej lahko rečem, da nas je podprla družba. Pred zaključkom moje predstavitve naj še enkrat izpostavim prednosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Mladim na nek način odpira svet, ker jim daje možnost, da se iz tistega omejenega domačega okolja spoznavajo navzven z vsemi drugimi možnimi oblikami sodelovanja.
širi jim obzorje, daje jim neko novo perspektivo ali pa morda celo nov zagon, nosi nek potencial, da jim bo morda zaradi vseh izkušenj kasneje lažje. Omogoča inkluzivno prakso. Mladi dobivajo priložnosti, da se izkažejo ali pa da urijo tisto, kjer niso tako zelo spretni. Viša njihovo samopodobo in v bistvu bi lahko še naštevala. Čisto za konec bi vam rada predstavila video, ki je medgeneracijsko delo mnogih oseb dobre volje in ki v 4 minutah in pol pokaže povezovanje z enako mislečimi ljudmi. Sporočilo, ki ga nosi, je pa naslednje. Vsak med nami ima svoje potrebe, le da so eni se morajo toliko bolj truditi, da vsakodnevno premagujejo ovire, ki so jim na poti v življenju. Ne glede na to, ne bi smele vplivati na potek nobenega življenja. Pa si pogledamo ta video. Pa bi samo vprašala, če se je zdaj kaj slišalo? Zvok se ne sliši. Se ni slišalo? V redu. Samo malo bom še enkrat. Želimo, da skupaj vključimo vse. Bo bolje? V redu je. Pravijo, da dogajajo se čudeži, a kaj ko več nobeden ne verjame v njih. Poglej okrog, vdihni zrak, odpri oči, vsak dan dogajajo se, nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imet. Ja, zdaj vidim, da popolno je ustaviti se spet, vdihniti ta svet. Zdaj res vidim, da popolno je, spet čarajo me čudeži. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imet. Ker zame čudež je življenje. Kar mi da, to vzamem si. To, kar mi da, to vzamem si, ko je lepo in ko boli. Saj vem, da ni popolnosti, ko padeš, pač te zaboli. Jaz sem vesel, da sploh sem živ, da to, kar rad imam, sem odkril. Vedno sem premalo dal in nisem čudežev spoznal. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Res vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rad imet. Čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje,
čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje. Nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živet in sebe razumet. Res vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je radilne. Čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je življenje, čudež je. Tako. Zdaj, čisto na koncu bi rada povedala, da je ta akcija sicer, nisem vodja te akcije, to akcijo Vključi srce je vodil učitelj, sodelavec, gospod Simon Petek, ampak mi v projektu smo zelo pomembno pripomogli, da je nastal tudi ta promocijski video, ki v bistvu promovira vse nas, ne samo našo ustanovo. Ob tej priložnosti bi se res še enkrat zahvalila čisto vsem, ki ste sodelovali, in tudi vsem mojim sodelavcem, ker v bistvu projekt, ki ga vodimo skozi leta, je nemogoče voditi samo kot ena oseba in izpeljati vsega, in sem zelo vesela, da imamo vodstvo, ki podpira včasih malo nore ideje, ampak vedno z nekim smislom, in tudi vse ostale učitelje, ki na kakršenkoli način pripomorejo k temu. Toliko z moje strani.